Tako da, Andraž, hvala vam, da ste tukaj. Ja. Sedemo ali? Ja, meni se zdi, da je čas, ja. No, pa da začnemo v bistvu z najbolj aktualno temo za nas, študente, in to je, kak je v bistvu izgledal ta vaše študentsko življenje, s kom ste se družili, kaj ste delali ob večerih, kdo je bila vaša družba in kaj vas je v tem, obdobju najbolj oblikovalo. Ok. Živijo vsi. Sem mislil, da, ko si rekel za najbolj aktualnem, da boš začel da AI vas najbolj zanima, ampak ok, lahko tudi študentsko življenje. Dobro, zelo odprto vprašanje. Skratka, že od študentskih let, oziroma že srednje šole sem jaz skozi nekaj organiziral, ne? Tako kot vi tole, mi smo takrat imeli, čisto na začetku, računalniško, en tak miks med računalniškim, takim hardcore programiranjem pa umetnostjo. Tako, kaj lahko stisneš iz tistih zelo arhaičnih mašin, ne vem, 286, 386 pa še prej. In sem ne take, recimo, dogodke organiziral, tekmovanja in podobne stvari. Pol smo imeli društvo uporabnikov Linuxa, ki še vedno obstaja, pa smo v bistvu to, skratka, skozi sem neke stvari, ki so me zanimale, pač pursuil, se pravi, sledil. Pač to napako imam, da sem nekako, kljub temu, da sem introvert, nekako zelo rad povezujem ljudi, pa tako. Tako da je veliko stvari iz tega nastalo, nekatere tako drugače, pol smo. Problem za vse to razlagati je, da mora človek dobiti veliko konteksta, zeitgeista, se pravi, kaj se je takrat dogajalo. Skratka, to konc 90-ih, začetek 2000-ih, takrat je internet zares prišel, plusknusel. Takrat so se prvič začeli tako tudi bolj lokalni online community. Takrat je potem v bistvu ful nekih klik bilo, recimo te uporabniki Linuxa, pa te arts, pa programiranje, demo scena se temu reče, še vedno obstaja v skandinavskih državah. In je bilo kup nekih teh grupacij, katerih del sem tudi bil, pa še kakšni politične grupacije iz Metelkove pa tako. In vsi smo nekako imeli občutek, da bi bilo ful fajn imeti en kraj, kjer bi se lahko srečevali, kaj delali, da internet, da še vedno smo bili na modemih tistih, ne vem, 28K, 56K na sekundo, pa 64K ISDN, a kdo še ve, kaj je to ISDN? Ne? No, bandwidth, se pravi, da bi imel broadbanda doma še ni bilo in smo ful to delali in smo v bistvu ful iskali, kje bi naredili nek tak hack lab, nek tak prostor, kjer bi se lahko srečevali. In potem smo 2001 v bistvu nekako prepričali takrat šov, da nam je eno kletkle, ki je zdaj, mislim, restauracija ali pa ni več na Kersnikovi 4, zraven K4, odstopil in smo naredili v bistvu en tak hack lab, imenovan Cyberpipa, Cyberpipe. In je bila to potem še ena aktivnost. In potem v tem Cyberpipu smo organizirali tako kot tole, v bistvu tam po ene 3-4 dogodke na teden za razne podgrupacije. Se pravi, od računalniške umetnosti, aktivizma, do v bistvu hardcore bolj, recimo, tehnične stvari, malo tudi poslovne, pa vse do potem poslovnih, ne vem, takrat smo imeli en ne zelo različen od tega dogodke, ki se jim rekel, ne vem, večeri inovativnih in podjetnih, pa smo to delali, ker smo pa že slišali, da so neki startupi naokoli in tako naprej. No, tako da v bistvu kup nekih takih stvari, kjer je prišlo skupaj veliko zelo raznorodnih ljudi. To je, mislim, da je kar pomemben, tukaj je večinoma frino, ampak tako iz FDV-ja, iz ekonomije, tako random ljudje, ki jih je nekaj zanimalo se družiti okoli nekih tem, specifičnih ponavadi. In pol iz tega so razne stvari nastale. Mislim, da je par firm nastalo, kakšno društvo še dodatno, pa tako naprej. No. Zdaj, kaj sem pa še drugo? Ja, tudi žurali smo, ja, tudi ne vem, okoli smo hodili, pa tako naprej. No, super, da ste to povedali, ker imam en follow-up. Zdaj, ko gledamo za nazaj,
kaj vam je to obdobje dalo, da ste pol lahko razvili to, da ste naredili to, kar ste? Par stvari. Ne? Tukaj treba mogoče še malo bolj nazaj. Enkrat sem imel eno tako, kako bi rekel, ne po nesreč za velik del, ampak slučajno izkušnjo, ne slučajno. Skratka, že srednji šoli, jaz sem računalničar že od zelo mladih let in v srednji šoli sem tudi tekmoval po teh programerskih tekmovanjih in tudi nekajkrat zmagal. In potem je bila ena firma, takrat se je rekel Hermes Softlab. Kdo še ve, pozna to firmo? Razen ta človek, Hermes Softlab, noben. Okay. Iz te firme je potem po ene parih prevzemih pa tako naprej Comtron nastal, pa Comtrade. Kako je zdaj? Comtrade ali Comtron? Comtrade? Comtrade. Pa Endava zdaj pa tako. No, ampak anyway, to je bila takrat, konc 90-ih, najbolj znana, najbolj prodorna računalniška, se pravi taka inženirska firma v Sloveniji. Vodil jo je direktor Rudi Bric in glaven v bistvu biznis, ki so ga delali, so pa v resnici za Hewlett Packard, ki je bil takrat podjetje v svojem zenitu na vrhu, so delali backup solutione, ki so jih tule v Sloveniji kodirali. No, zakaj vse to pravim? Zato, ker ta Rudi Bric, k sreči je takrat bil kapitalsko kar uspešen in so imeli dovolj, da so si lahko privoščili razne hobi projekte. In eden od hobi projektov, ki so ga naredili, je to, da so vsak let 4 srednješolce poslali za 2 meseca v Silicijevo dolino. To je tako, v bistvu, zanimiva izkušnja, ne, ker prideš kot 17-letni mulc tja, ampak to je prva stvar, no, ki sem jo opazil, pač ugotoviš, da se lahko z vsemi tekmuješ, da nič toliko posebenega niso kot ljudje. Pač tam smo intern, se pravi, bili smo interni, jaz sem bil pri HP-u, intern še pri parih drugih firmah. In v bistvu ugotoviš, da tisto, kar tam 2 meseca naredi, so bili vsi ful navdušeni. In tako, cool, ne, takrat sem cool, pa greš še malo v Stanford pogledati pa take stvari, ne. In ene par takih izkušenj, no, ki greš ali pa ne, mogoče na Erasmusa, mogoče nekje, kjer kao se ful stvari dogaja, ampak pol vidiš, da lahko to tudi ti, da ja, se je treba potruditi, ja, je treba imeti malo talenta, ampak ni pa to neki čist kar ni dosegljivo. In se mi zdi, da te stvari, no, to je en del teh izkušenj, ne, da vidiš, kako v bistvu se da, kako lahko tekmuješ z temi, ki so kao najboljši. Potem ta druga stvar, ne, kaj tak aktivnosti dajo, je pa to, da imaš pa nek network. Ne. Se pravi, tudi kle, v bistvu prej ali slej spoznaš tiste druge, ki tudi hočejo nekaj več, ki hočejo nekam premakniti. In potem iz tega, recimo, co-founderja sem v Kiberpipi spoznal ogromno ljudi, ki so še vedno prijatelji, pa ogromno ljudi, ki so zdaj na nekih pozicijah, v nekih situacijah, ki so kdaj koristne, kdaj ne. Ampak tako, vidiš, da se kar pogrupirajo ljudje, ki hočejo neki, pa ne več nujno poslovno, pa neka nora ambicioznost, ampak predvsem, da nekaj hočeš delati, mogoče je to hobi, mogoče je to umetnost, karkoli že, no. In poznati, v bistvu imeti eno tako zaledje ljudi, ki imajo mogoče neko ambicijo, pa mogoče ambicija niti ni prava beseda, je pa ta druga stvar, no, ki potem lahko najdeš ljudi, ki bi kaj s tabo delali, kaj najdeš, kar bi delal. Rečeš, lej, to delam, vidiš, komu se še zasvetijo oči, pa rečeš, a bi skupaj, a bi kaj naredili. Ali pa velikrat, se pravi, to je eno to podjetno, ampak velikrat sem jaz tudi druge stvari, ki sem sam videl, da eno od stvari, ki sem skrbel, sem za program, se pravi, te dogodke, iskati ljudi. In čim sem videl, da kdo nekaj se zanima, sem tako, kako bo še kaj več iz tega naredil? A bi naredil predavanje, a bi še kakšne druge ljudi povabil k temu projektu? In tako, tudi malo druge pušal, tudi če nisem bil osebno zraven ali pa me ni mogoče niti toliko zanimala tista smer. Samo tako, če malo porinaš ljudi, pa vidiš, da velikrat se kar kakšne stvari zgodijo. No, to je ravno moje naslednje vprašanje. Vaš co-founder, yes. Boštjan, rekli ste, da ste ga spoznali na Kiberpipi. Ja. Kako veste, kdo je ta pravi co-founder? In ko enkrat nekaj začnete, kakšen je bil trenutek, ko sta rekla, da zdaj gremo pa zares v neko idejo, v nek projekt, kot je bila? Ja. Najprej digresija. Sprašuješ me, kako veš?
I'm working from a sample of one. Ne? Se pravi, ne veš. Ne? Mislim, tako, zdaj lahko dajem da svete take ali drugačne, ampak to ne velja samo za odgovor na to vprašanje, tudi za vse ostalo. Se bo več takih dogodkov, pa boste več ljudi poslušali, ampak vsak, ki vam govori, ki ga poslušate, ima ponovadi eno samo izkušnjo ali pa mogoče se pogovarjajo še z drugimi pa tako naprej. In seveda vsako izmed nas prodaja tisto, kar je sam videl, sam doživel. Ampak to ni nujno edini način, edina prava pot. In tako najprej sam ta, mogoče, tudi se govori, ful dobro je bilo že toliko mlad biti v Ameriki. Ampak to ni nek pogoj, ne? To je pač sam ideja, inspiracija, ok, kaj pa lahko jaz zdaj naredim, da bi se spravil v podobne situacije. Ne? No, zdaj pa nazaj na odgovor na vprašanje. A preveč, a bi rad malo bolj... V bistvu več, ko povete na to temo, boljše je v bistvu to zaradi tega. Torej, ja, tam je, se pravi, prvo, kako, tam je veliko ljudi nekaj delali. Projekti, predavanja, programi, organizacija itd. In bomo še prišli do te ideje poslovne, pa kako je prišlo do nje, no, ampak v tistem trenutku, ko sem gledal, ok, jaz nekako sem vedel, da ne bi tega sam delal, ker me tudi ne veseli cel spekter vsega, kar moraš v poslu početi. In v tistem trenutku sem pogledal, v bistvu, s kom se dobro razumem, ne kdo je najboljši prijatelj. Boštjan, niti takrat, niti zdaj, mislim, je odličen poslovni partner, sva ful dobra prijatelj, ampak ne bi nikoli, po moje, drug za drugega rekla, da sva pa najboljša prijatelj ali pa kaj takega, ne. Pa si 15 let že deliva pisarno, super se razumeva, ne. In sem pogledal, kdo je tak, da se dobro razumem, pa kdo preprosto naredi stvari, mislim, naredi tako, kar, wow, to tudi. In po domače najbolj sposobnega človeka, s katerim sem se dobro razumel, sem potem takrat tako, bi midva to šla delati in potem po neki pogovorih sva rekla, ja, pejva. In pol zagovarjate to, da se prijateljstvo in poslovni partnership ne meša med sabo. Ne, sploh ne. Prišlo tak je prišli na ključno, kaj? Ja, mislim, tako, lej, iz drugega sveta, ne. Poznam pare, ki super v poslu shajajo, ne, sta mož, žena, ne, moja starša si furata po. Jaz in moja žena, niti slučajno nikoli ne bova skupaj imela kakršnega koli posla, ne, ker sva ugotovila, da res ne funkcionirava dobro, ker sva v teh dveh vlogah, ne. In je po moje čist, z najboljšim prijateljem nekaj začeti, ali z nekom, ki ga barely poznaš, ful kontekstno odvisno, ni, ja, to bo pa ful dobro delali ziher zaradi tega, ker sta najboljša prijatelja, ali pa ne, mogoče celo je dober, mislim, tudi literatura ali pa pravi nekako, da sta človeka ali pa več ljudi rahlo različna, ne zdaj, malo je izziv, če je povsem drugačen vrednostni sistem. Tukaj, tiska, mogoče še najbolj pomemben je v bistvu vrednostni sistem, se ne da je čisto isti, ampak da je vsaj približan poravnan. Medtem, ko mogoče interesi, sposobnosti, pa v bistvu je boljše, če so še kar različne, ker bo treba si razdeliti delo in zdaj, če bi vsi radi isti del upravljali, pa ne upravljali istega dela, ne, pa je malo problem. Če pa imaš malo možnosti, da je razlik, ne, pa lahko najdeš boljše kombinacije, ne. In sam še to ideja, posta z Boštjanom to začela, ideja, kako ste vedeli, da je to nekaj, kar ustvari vrednost na trgu, nekaj, kar bo pilo vodo? Kaj pa smo mi vedeli o tem? Skratka, ne, tako, spet vsaka ta geneza podjetja je malo drugačna zgodba, ne. Ta je bila takale. Skratka, jaz med drugim, poleg teh Kiberpipa pa to, spet serija Na ključi, sem pristal na tem, da sem vodil eno oddajo na televiziji. Televizija Slovenija in vodil in urednikoval kot študent. Resnična resničnost o v bistvu consumer electronics, se pravi malo popularizacija te računalniške znanosti, pa consumer electronics, kaj novega, kaj se dogaja v svetu, kar se tiče tehnologij. In sem to dajo fural, tudi Boštjana sem takrat povabil zraven, je tudi pomagal že. No, ampak
to sem delal pol že 5 let in lih končal se mi je študij. In zdaj je bila dilema, ok, nekaj bo treba početi, ko se konča študij. In ena možnost je bila, ok, mogoče bi pa lahko postal v narekovajih profesionalen novinar in pač imel kariero naprej iz tega. Pol, ko si novinar, veliko te tudi v kakšne PR vode vabijo, je bila še kakšna taka PR možnost. Ta tretja stvar je pa tako, ful sem slišal o teh startupih, tista generacija v bistvu pred Zemanto, se pravi med v bistvu tem soft labom, pa med Zemanto je bila še ena generacija podjetnikov, ki so tudi ledino orali, v bistvu še pred nami. In mi je bilo to zanimivo. No, in hkrati, pa ker sem vedno nekaj prčkal, se je pa še nekaj zanimivega na TV-ju zgodilo. Skratka, ker sem urejal to oddajo, sem mogel vsake 14 dni napisati scenarij, smo posneli, ampak ta scenarij, ta tekst, je bilo treba poslati še v en oddelek na televiziji in sicer je bil to oddelek za podnapise. Se pravi, Televizija Slovenija, ker je javno financirana itd., ima obveznost, da tudi podnapise za gluhe in naglušne dela. In vse oddaje domače produkcije so v bistvu še preden grejo v eter, zdaj transkribane, se pravi prepisane, zato da grejo včasih s teletekstom, zdaj pa niti ne vem, katera tehnologija to pošilja zraven. No, ampak pa sem rekel, čakaj, če vsi, ne sam jaz, ampak vse oddaje to pošljemo, pol obstaja tam nekje nekdo, nek server, nekje, kjer so v bistvu vsa ta besedila vsega, kar je bilo v narekovajih kadarkoli izrečenega na TV Slovenija noter. Pa sem, ker si v hiši, lahko greš, vprašaš, sem to vprašal, so rekli, ja, kle imamo. In izkazali se je, da so imeli to v nekih seveda proprietary, povsem formatih, nekje spravljen. In sem rekel, dajte mi, noben ni znal tega odprti, samo zato je bilo uporabljeno. Sem rekel, dajte mi te file in so mi dali, ne vem, takrat še na CD ali USB, ne vem kako. Binarne, se pravi, ni bilo čisto jasen, kaj not. In pa sem jaz začel prčkati to in sem reverse engineeral na koncu ta format in lej, vse lahko ven dobiš, kar gre v podnapise. Pa ta druga stvar, takrat ni bilo še speech to text, se pravi, avtomatske transkripcije govora. Google ni nič še videl v videe ali pa v audio ali pa karkoli takega. This was 20 years ago. In sem rekel, to je pa zanimivo, če bi zdaj pa vse te tekste nekako dal na internet, pa bi jih pa Google poindeksiral, pa bi pa lahko najdel, ko iščeš Google, Google je takrat že bil kar popularen, in to bi ful povečalo obisk na RTV Slovenija in hkrati so pa že dajali te videe gor, no, videi so pa že ratvali popularni. No, in sem se to nekako zamislil, kva pa če bi še malo več naredili, kaj pa če bi še avtomatsko povezali vsebine z novicami na news portalu. In sem še malo v bistvu ta AI, takratni AI, ta Natural Language Programming, kako poišče sorodna besedila, naredil. Potem pa še Wikipedija, takrat Wikipedija je 2001 bila ustanovljena, takrat je bila v sponu, tudi že slovenska je bila. Sem rekel, kaj pa če bi, ko imaš en kviz, lepo je biti milijonar, pa so 4 slovenske vasi kot odgovor, pa zakaj ne bi avtomatsko vsako polinku na svojo Wikipedia page, pa tako, pa lahko bi še na AI, not really, način ugotovil, katere slike iz tistega videa bi bilo dobro potegniti, da še olepšaš to, in tako dobiš cel tak besedil. Ok. In to sem imel potem idejo. In potem sem naredil en tak mečkan košček tega in šel, takrat je bil vodja MMC, Multimedijski center, ki skrbi za spletno stran, Zvezdan Martič, ki je bil mimogrede prej voditelj te oddaje, ki sem jo takrat pol vodil. In sem rekel, jaz bi vse to naredil, to imam tam umovne file, uno drugo, potem bi to naredil tako, a bi vi, nič nisem imel še zares, ampak a bi vi plačali, če jaz to vse naredim, tako spletno storitev, v resnici tako pod črto, takrat je bila to unikatno, ko smo to naredili, je bilo unikatno na svetu, ne vem, imel si to narejen za vse kongresa ameriškega, ena univerza naredila in to je bilo to, nobena druga hiša ni česa tazga imela. In jaz sem se to razložil in tako on me malo zdaj karikirano, malo tako po stran pogledal, je rekel, Andraž, to je malo znanstveno fantastično, ampak če pa ti to narediš, ti bomo pa plačali za to. Madoniš, neverjetno. Nekdo za nekaj, kar bi jaz, kar je meni tako zanimiv nares, bi plačal za to. No, in
Mislim, da je bilo soslednje dogodkov tako, da sem se potem za 3 mesece zaprl v sobo, živel sem še doma dolgo let in spisal vse to, kar sem naredil. Zdaj bi bilo z AI-jem to malo hitreje, ampak takrat sem vse to spisal in potem prišel in sklenil pogodbo za, danes bi se rekel, za fičnike, ampak vse, nekdo je bil pripravljen za to plačati. Wow. In v bistvu to je bil tisti trenutek, skupaj z vsemi start-up zgodbami, s katerimi smo bili prežeti, pa tem, da se je končal študij in vse ostalo, da sem rekel, Boštjan, lej, nekaj že imamo, a bi šla midva to delati kot firmo. No, in to tukaj naprej. Zdaj pa v resnici me vprašal, kako sem vedel, a bo kdo to uporabljal. Zelo dolgo vodil to. In odgovor je bil v bistvu, imel sem prvega, temu se reče, vizionarskega kupca. Nekoga, ki je bil pripravljen tvegati z neko rešitvijo, ki si jo imel ali pa še nisi imel čist narejeno, ali pa mogoče, zdaj koliko je tehnološko zahtevno ali ne, ampak to je bilo ful pomembno. Nekateri pa grejo čisto po drugi poti, ampak jaz nismo vedeli, da bo to kdo uporabljal itd. Imeli smo nekoga, ki je rekel, ok, nekaj ti plačam, zato in smo rekli, če pa en, bojo pa tudi drugi. Ja, lepo. Mislim, mene zanima v bistvu, ker ste imeli ta produkt, ampak samo produkt ni še takoj startup. Mislim, da večina tukaj velikih je, tukaj v publiki tudi, ki imajo zelo dobro tehnično znanje, zelo dobro tudi znanje narediti nek produkt, ampak nima pa recimo veliko znanja o trgu pa prodaji. Zdaj, koliko se vam zdi pomembno, pa kaj bi rabili razumeti nekdo tak? Lej, v resnici sej stvari pobereš as you go. Če hočeš nekaj, pa če del vprašanja, si ful zaljubljen v tisto tvojo rešitev ali v to, da boš nekaj prilagodil, da boš lahko nekaj prodal. Ker nisem pa naslednje faze pogledal. Mi dva sva rekla, če jo en kupu, bojo pa tudi drugi. Ok. Bila sva v bistvu takrat novinarja, zelo dober, novinarska scena je mehna, zelo dobro se poznaš in več ali manj delaš tudi za vsemi. Kar pomeni, da je bilo v bistvu zelo simpel priti do vseh medijskih hiš v Sloveniji. In dobiti dosti high-level sestanke. No, in to Boštjan je to vse zrihtal, sva oba šla na te sestanke. In v 14 dneh sva vse sestanke opravila in interesa za to, da bi kdorkoli še to kupil, je bilo nič. Zdaj, to ne narobe razumeti, to ni kritika teh hiš, to je predvsem to, da midva v bistvu nisva znala, pa bojo linki tam, nisva znala to, kar sva imela, v neke resnične benefite za potencialnega kupca sploh prevesti. Zdaj, a če bi boljš prevedla, bi kupila, ali bi še vedno mislili, da tega ne rabim, ne vem, ampak midva dejansko pač v 14 dneh sva obdelala celo Slovenijo in ugotovila v bistvu, da z tega, tako, kot sva si zamislila, bo pa treba nekaj drugega. Ok, kako pa je potem, v bistvu, kako ste prišli potem iz te točke, ko so vas recimo vsi zavrnili, do tega, da je prišlo Zemanta do takega podjetja, kakor pa je? Še par točk vmes. Prvo, ena stvar, ki je, večina ljudi te ne zavrne za res čist direkt. To moraš malo prebrati, ker ljudem, ti si mlad entuziazen, in mogoče, ali pa tako, da moraš to kar ne pustiti se vleči, to je kar pomembno. Ampak, naslednja točka je bila, nič, pa na oben v Sloveniji kupil, to bo pa kdo na mednarodnem. In je Boštjan šel na konferenco IBU, se pravi Združenje televizijskih hiš, in začel to prodajati in skoraj že Norvežanom to prodal. No, ampak hkrati, kar se je pa dogajalo, smo pa vendarle gledali, kaj bi še lahko drugega, in se je pa odprl en natečaj, imenovan Seedcamp, to je pa v bistvu akcelerator, zdaj so akceleratorji pa inkubatorji v Londonu, ki je iskal nove zanimive ideje, in midva sva se usedla dol in rekla, hej, kako bi to idejo, mogoče to za televizijske hiše ni toliko atraktivno, a bi lahko kaj v B2C, business to consumer, a bi lahko kako spremenila ta produkt. In potem sva se zmislila, da bi v bistvu iste tehnologije uporabila na drug način za takrat, spet ta kontekst, blogi so bili res popularni v tistem času. Se pravi 2006, 2007, 2008.
Vsi so mislili, da je medijem klasičnim odklenkal in da zdaj bodo vsi samostojni blogerji in prodajali oglase na tistem in tako naprej. In nekako smo, ok, pa dajmo kaj z blogi, ne, da bo blogov milijone in milijone. Izkazalo se je, da potem to ni se nikoli zares zgodilo, ampak je pa kar nekaj let vztrajalo in mi smo pol na tem jadrali do naslednje točke. Sva rekla, kaj pa če bi vse to, kar smo naredili za podnapisi, pa da potem narediš lepo spletno stran, ki je nekako obogatena z linki, z nekimi dodatnimi vsebinami, kaj če bi to ponudili kot tool za personal writing assistant, ki bi ti v bistvu linke, ne vem, danes sem bil pa na Bledu, tukaj imaš sliko Bleda, če hočeš objaviti. Tam se je zgodilo pa to, lej, CNN tudi piše, da se je to tam zgodilo. No, tako, nek tak, to, kar se danes da, tako, 1, 2, 3 narediti, takrat je bila to cela znanost narediti. No in potem smo s to prijavo smo šli na ta Seedcamp, naredili neke prototipe in bili na koncu sprejeti v ta inkubator. Bili 3 mesece v Londonu, lahko še o tem, take zabavne zgodbe. Tam smo imeli, po moje, pisarno, ki jo nikoli več v življenju ne bomo imeli tako fajn pisarne. Ampak to se zgodi, ko imaš dolg jezik, pa tako. No. Skratka, tam V kakem smislu? Ja, Fajna pisarna. tako, skratka, bili smo. Zapravo, mladi startup in ta program Seedcamp. In seveda rabiš kakšne pravnike in pravniki se ponovadi v teh državah kar lepijo na te startupe, zato ker jim je treba potem se jim proda, v bistvu, ko pogodbo delaš o investiranju, pa seveda potem, če ti kaj rata, ne. Zato veliko teh pravnih firm ponuja svoje storitve ali zastonj ali zelo z popusti, zato da v bistvu pridejo dosti kmalu zraven, da pol delajo s tabo na dolgi rok. Ne? No, in za Seedcamp so pač preko teh smo dobili ene od teh pravnikov, Heller Urban, firma ne obstaja več, kjer smo prvič šli k njim, da bi se inkorporirali, se pravi, da bi v bistvu ustanovili v Londonu LTD za firmo, prej smo imeli slovenski DO je katastrofa za vlaganje noter. In smo pisarno so imeli pa, takrat je bila ena taka kumara v Londonu stolpnica, Gherkin se je reče, to je bila takrat najbolj prestižna stolpnica v Londonu 20 let nazaj, oni so imeli skoraj na vrh pisarno. In pa tako, ja, kaj pa fantje, druge stvari, pa tako, ja, super, zdaj kle v Londonu smo že najdeli plac, kjer živimo, ampak nimamo pa pisarne, pa se oni spogledajo, pa tako. Veš kaj, klele imamo eno pisarno frej, ker še nimamo dosti ljudi, a bi jo hočete. In pa smo bili 3 mesece s takim razgledom na London, tako luksuzno vse, da nikoli več ne bomo imeli takih pisarn. No, ampak glej, se zgodi, ko greš naokoli. Kako vas je pol, recimo, ko ste bili sprejeti v ta inkubator, kako se za nek startup spremeni pol delovanje, pa kako se je za vas? Ja, prva stvar je bila, da sva bila samo 2 in pol je bo treba 5 prijateljev iz Kiberpipe poklicati, če bi se pridružili. Ne? In potem je to tako izgledalo. Imamo kle nek startup, dobili smo nekaj malega, da lahko gremo v London, imaš ti čas za v London iti za 3 mesece. Tako, ja, ok. Imaš super, lihnem, pauziram, kaj vem kaj. A bi lahko spakiral do naslednjega tedna? In potem dobiš tako 5 ljudi, ki grejo s tabo v London in začneš delati. In v resnici, razen to, da še bolj delaš, kot si prej delal, se ne spremeni veliko. Pač iščeš posel, demonstriraš, iščeš investitorje, pokažeš, kaj imaš, poskušaš najti kupce. Takrat tukaj ni bil nek B2B, tle smo mogli res nekaj razviti, pa ni bil to, da smo svoj izdelek prodajali, ampak smo pol kasneje oglaševalski posel okoli tega izdelka v bistvu razvili. Tako da v bistvu pravega posla še nismo delali, smo pa v bistvu distribucijo iskali, smo iskali partnerstva pa tako naprej. In tako smo 3 mesece preživeli 24 ur na dan on v Londonu, pa smo šli pa nazaj v Slovenijo, v bistvu dobili ene investitorje londonske in potem kle do konca naredili produkt, pa ga izdali. Ja. Zdaj, rekli ste, da ste naredili spremembo, torej v
iz tega orodja za blogerje, če pravim, v Native Ads platformo. To pa še kasneje. Mislim, da to me zanima, v bistvu zanima me bolj za neko podjetje, v bistvu za vas kot founderja, kako težko je narediti neko tako spremembo? Pa kako težko je v bistvu sprejeti? Ful različno za različne ljudi. Nekako moraš videti, kdaj je boljš pivotati, pa še malo tvegati, moraš imeti partnerje in investitorje, ki te pri tem podpirajo. Je pa zelo različno. Nam se je zgodil tako, zdaj malo že ful na dolgo smo vse to, ampak zelo na kratko, pa smo ta izdelek za blogerje dali ven. Uspeli skleniti partnerstva, tako da je bil v bistvu tudi blogger.com od Google naš partner, pa wordpress.com naš partner. In potem smo naslednje 3-4 leta v bistvu rastli to distribucijo in potem smo še ugotovili, da v bistvu lahko tudi reklame čez to v bistvu prodajamo, se pravi, če bi ljudje vklopili neke vsebine itd. In to je vse lepo furalo, ampak blogging nikoli ni tako zrastel, kot smo mislili, da bo. In tudi tukaj se je v bistvu, kljub temu, da smo mi kar relativno gledano, kar nekaj zaslužili, v tistem času sicer nismo bilo nas 35, se pravi, nismo še prišli, ali pa lih break-even, lih tam nekje, no, smo bili. Ampak izkazalo se je, da je clear, da to ne bo šlo nikamor naprej. Se pravi, in potem sta bile dve opcije. Eno je, odpustiš 25 od 35 ljudi in bi bil to super profitable lifetime business. Super nice, great. Ali pa rečeš nekaj drugega bi še. In potem smo v bistvu šli k našim investitorjem, rekli, da imamo drugo idejo, da bi iz tega oglaševanja skozi bloge v bistvu prišli v ta native advertising, spet skozi te poslovne stike pa tako naprej. In potem smo v bistvu en let pivotirali v to, no, to je bila pa potem una ideja, ki je uspela. Lahko da native ads in nasprotje display ads, če imam prav. Pa še 15 drugih tipov advertisinga obstaja, ampak to sta dva. Ja. Lahko samo razložite, kaj v bistvu je ta native ads. Še jaz, ko sem delal raziskavo, še kar nekako ne vidim. Se pravi... Ja, zelo simpel. Ponovadi display advertising je bolj, ko bi rekel, branding, se pravi, ne vem, lep avto, poskušati v spomin ustaviti nek brand, da ga boš nekoč kupil v trgovini ali pa kaj takega. Večinoma so tudi drugi, ampak večinoma je to ta display advertising. Native advertising je pa ponovadi veliko bolj integriran v izkušnjo, se pravi, ti bereš članek o news članki in od spodaj so, hej, mogoče bi te zanimali še, pa so 3 zanimivi news članki, pol ta četrti je pa, ne vem, kako konc zavarovalnega obdobja je, bi se na American Obamacare prijavil, ne vem, finančne investicije, kako se izogniti parkirnemu listku oziroma kazni za prehitro vožnjo, odvetnik, ki ti to pomaga in tako naprej. Tak, se pravi, advertising je veliko bolj integriran v to izkušnjo. Se pravi, v tem konkretnem primeru, ko prideš na konec nekega članka in iščeš, kaj naslednje za prebrati, je nekaj organskih vsebin, nekaj pa vsebin, ki poskušajo biti zanimive, ampak so pa hkrati v bistvu oglaševanje. Menjam temo iz teh native ads. Imeli ste uspešno kariero, ampak mislim, da kakor vsi, kar delamo, ste najbrž naredili tudi kako napako. Zdaj me zanima, če imate kako tako napako, ki vas je mogoče kaj je veliko stala. Ja, sure. In kaj bi zdaj naredili drugače v bistvu? Sej ne, da da se ne ukvarjaš ful s temi napakami, ampak imaš pa kakšne take zanimive zgodbe. Ne? Skratka, takrat, ko smo v bistvu pivotirali v ta blogging in smo v bistvu iskali, kako bi se dal zaslužiti s tem, kakšen je v bistvu biznis model. Eden od biznis modelov, ki smo ga pogledali, je bil tudi v bistvu ta biznis model, ki smo na koncu pristali v njem, se pravi ta klik oglaševanje in vse to. Ampak jaz sem tisti back of the envelope naredil račun in rekel, to se nikoli ne bo išlo. Realistično, če bi se takrat takoj že lotili tega, kar smo na koncu počeli, bi bil izid še precej boljši.
Tako da, ampak lej, you go and you, potem naslednja, malo drugačna, ampak potem, ko smo pa pivotirali iz tega bloginga v native advertising, je bila pa še druga opcija pivotirati v online video, se pravi v video ali pa video oglaševanje. Takrat je lih ena firma bila kupljena, jaz sem tisto pogledal, sem rekel, this is done. Se pravi, da je v bistvu trg že zrel. Izkaže se, seveda, da sem spet, kot že ene parkrat prej, ful preovrednotil, kako daleč je konkurenca. In v resnici, če bi mi takrat bolj razumeli tisti svet konkurenčen, bi verjetno šli v drugo smer, ki bi bila še veliko bolj lukrativna, ker video oglaševanje se je izkazalo, da je še veliko večji, kot je native oglaševanje na koncu. Tako da, kup tem, ena taka lekcija je, da veliko krat konkurenca ni tako daleč, kot si predstavljaš. Mogoče meni se zdijo ene stvari ful bolj prehiter izi in to imajo že vse zgrajen, to že vse laufa. Skaže se, da konkurenca ali pa nekak svet je, vsaj glede na tam, kjer jaz mislim, da je ponovadi bolj zadaj in mu še ful lahko stvari narediš, da prineseš vrednost, da nekaj dodaš, nekaj zanimivega narediš. Tako da to je mogoče en tak lesen, no? Ne precenjevati, koliko daleč je konkurenca ali pa koliko daleč so drugi konkurenti. Ali pa kako, že to, koliko je razvit nek trg, nekaj misliš, okay, ta trg je že v zatonu ali pa nekaj pa lahko, da še vedno noro zraste. A ste imeli mogoče kdaj moment ali pa ne vem, kako obdobje, ko ste mislili, ja, nam pa ta ideja ali pa Zemanta, to pa ne bo uspel? Zihar fulkat, veš, da si vedno v dvomih, delaš prav, bi mogel čisto zamenjati, zaprt. Ja, velikrat, ogromno krat, ko si v startupu, ko v bistvu visi denar vzameš, imaš ti tako imenovan runway, ti imaš še 18 mesecev, 12, 9, 6, 3 mesece, bili smo 2 meseca stran od tega, da v bistvu nimaš za plače. In velikrat se vprašaj, kako se bo to sploh išlo. No way, da bo se to išlo, ampak pač rinaš, najdeš, there's always a move, no, kot pravijo, there's always a move. Včasih zelo netradicionalen, ampak there's always a move. Ja, mislim, na koncu vemo, da se je uspešno končal. Po 10 letih... Mislim, še traja, kar se meni. Še traja, ja. Mislim, po 10 letih ste potem prodali Zemanto, Outbrainu. Me zanima, zakaj ste se takrat odločili za prodajo in zakaj ravno njim? Mislim, zato, ker spet treba malo situacijo bolj razčleniti. V tistem trenutku nam je biznis rasel, ampak da bi nam zares ratali, bi mogli mi še po eno rundo financiranja. In z Boštjanom smo bila takrat že precej utrujena. In ko je v bistvu slučajno se zgodilo, da je nekdo našemu direktorju takrat, to je bil Todd iz ZDA, na eni konferenci poslovni, kaj pa, če bi vas mi kupili? Pa ne Outbrain, neka druga podjetje. Je to v bistvu strigralo tako, lahko zdaj naredimo prodajo ali pa gremo v nekaj, ki je, ne vem, če bi dobili financiranje. Vendarle smo bili tudi že dosti stara firma in vse ostalo. In takrat, ko smo to pogledali, vsi trije, smo rekli, gremo v prodajo. Takrat, ko že imaš enega interesenta, je pol ful lažje še ostale biderje, ostale, ki vidijo, dobiti. Potem je cela struktura, kako to narediš in tako naprej. No, ampak to, in na koncu pač, če je deal dosti dober, it's great. Kako pa je pol s founderjem, recimo 10 let se najbrž skoraj vsak dan dela na tem projektu, to je bil vaš projekt in pol naenkrat pa niste več vidlastnik. Najprej kar olajšanje, ker ti ni treba skrbeti za run rate, pa plače, pa vse ostalo. Tako da po eni strani je olajšanje, po drugi pa seveda moraš nekako sprejeti, da nimaš več popolne kontrole. In zdaj, ko so nas kupili, smo imeli ogromno samostojnosti in zdaj, ko gledam nazaj, preveč in predolg. Mi smo šele 5 let potem, ko smo bili prevzeti, zamenjali v bistvu podjetje ime iz Zemanta v Outbrain pa tako naprej. Ampak to je spet zgodba lesno od nazaj. Ampak moraš na nek način se malo bolj sprostiš in ti je mogoče lažje delati. Potem pa hitro vidiš, zdaj imaš pa različno. Ene imaš,
zelo hitro spoznajo, da v korporaciji, da jim ni to in grejo ven in na svoje. Tisto, kar se meni je zgodilo, malo bolj neobičajna in druga zgodba, kjer sem v bistvu začel v zdaj matični korporaciji potem takrat prevzemati druge funkcije, ki so mi bile zelo zanimive. In sem v bistvu zaradi tega, in potem sem vsake par let dobil še kakšno stvar, še kaj bolj zanimivega, in zaradi tega v bistvu sem še vedno tukaj na koncu. Mi tudi, ne vem, zrasli smo ljubljansko pisarno iz takrat 25 na 120 zdaj. V bistvu prevzel sem matične firme, v bistvu te AI oddelke po svetu, potem za firmo smo šli na Nasdaq, se pravi z matično firmo Outbrain je potem šel ta IPO smo naredili, ne, smo bili tam na Nasdaq, ko smo zvonili, ne. Vse te stvari so ti tako, ok, mislim, mogoče pa je še cool še ostati, če še kakšna taka izkušnja pride, ne. Ne vem, če imajo še kdaj možnost pač biti v procesu, kako firmo spraviš na borzo. Veliko firmo, moraš se z investitorji ukvarjati, plani, strategijami, vsem živijo finance, v bistvu noro moraš finance pošlihtati interno procese. In tako, ok, še en zanimiv projekt, no, in tako naprej. No. In zdaj, tako ste rekli, ste tu pri Teads, Yes. Chief Scientist in Senior Vice President, imate naziv. Delate z modeli, ki delajo več milijard napovedi na sekundo, če se ne motim. Zdaj pa za nekatere, ki ne vemo, Chief Scientist, kaj točno je ta vloga, kaj točno delate? To bi rekel... Tisto, kar si firma zmislil pod tem nazivom. V resnici, tisto, kar imam, jaz imam tam 50 ljudi, ki se ukvarjajo z machine learningom pa data scienceom, in je to v bistvu moja primarna vloga. Sekundarno vodim še ljubljansko pisarno, pa še kakšne stvari, kot je generalno uvajanje AI-ja, pomagati in tako naprej. In če se dotaknemo tega AI, AI zdaj je ratala vsakodnevna beseda, je ratal hype. Kaj je res, kaj ni res, kaj je treba paziti in ali se zna vse skupaj to na kak grd način končati. A imaš kakšno bolj konkretno vprašanje, ko bomo še eno uro tukaj? Govorim, gremo. AI bubble, Ja, inženirji brez služb, ja, stock, market raste. ja. Ja, v bistvu to. Nimam, točno toliko imam odgovora, kot vi. Vidim iste stvari, vidim nor napredek v AI modelih. Ne vem, recimo, šel sem sam, čeprav se večinoma z managementom ukvarjati, zadnje 2 meseca sem šel nazaj v kodiranje, ker je toliko zabaven, ker je noro, kaj lahko narediš. Potem, kaj še, službe. Moje konkretno vprašanje je, ali mislite, da se bo to vse končalo? A misliš, da se bo vse to končalo, da smo v balonu, v bablu? Ne vem, če noben se tega ne spomne tukaj, razen izjem. 2001 je počel .com balon, noben, koliko ste bili takrat stari? Nismo še obstajali. Okay. To je bil totalen, to je bil eden največjih balonov, ne? Vse je počel, vsi so mislili, da bo kljub temu, da je tisti bubble, da je bil bubble, pa da je počel bubble, ne? Se je vse ti še vedno odvil. In tukaj glede AI-ja je na tem makronivoju, mislim, da je situacija podobna. Ne? Ja, lahko imaš hkrati bubble in hkrati je vse res. Ker pač bubble pomeni preprosto to, da se denar ne alocira pravilno, se prealocira, da gre v napačne konce. Ampak če tudi se vse to narobe alocira, če tudi vse to je tehnologija, ki se je pojavila v zadnje 3 letih, tako revolucionarna, tako uporabna na koncu, da ni variante, da to ne bi naslednje desetletja odzvanjali in povsem spremenili sveta. Kljub temu, da mogoče imamo bubble, pa bo borza, ne vem, jutri šla 25% dol, pa pojutrišnja še 25%, to še vedno ne pomeni, da AI ni kompletna sprememba na svetu.
Okay, in še to sprašujem, ker imam follow. Vaš ste del Gardens fonda, Yes. investirate v zgodnje slovenske startupe. Med drugim, ja. Um, Ne samo v Sloveniji. Lahko vprašam, koliko je investicija in kaj, mislim, koliko je range investicije in kaj iščete pri startupih? Kaj se pokaže kot neka vredna investicija? Ja, prvo, v regiji je zelo težko imeti zelo nišen fund. To pomeni, da v bistvu na koncu greš malo bolj široko in B2C in B2B in greš vse do kakšnega hardvera in tako naprej. Zdaj investiraš v tisto, kar misliš, da razumeš, vsaj malo. Pa predvsem, ker misliš, da lahko pomagaš z doprinosom vrednosti. Imamo kar nekaj zanimivih investicij, od Birdbodyja, če poznate ta ptičja hiška, do izjemno AI, dobra investicija v Romuniji, Bible Chat, deluje neverjetno dobro in raste. In kup drugih, ampak recimo en tak neki hardware, neki tazga B2C software, do kakšnih bolj B2B investicij, ki jih mogoče manj se pozna. In investicije pa tam v tem zadnjem fundu od tam 250 do milijona so zdaj ponovadi ticket 1, ticket 2, se pravi ponovadi je prva runda seed, potem pa kasneje oziroma pre-seed, seed, runda A, kjer follow-upaš v bistvu za investicijami. In ja, zdaj smo že v tretjem fundu, prvi je bil čist majhen. In fund ima 34 milijonov evrov, vse skupaj, še 2 leti bo aktiven, se pravi, približno polovica je že poinvestiranega. In je ful zanimivo videti nekih zanimivih startupov stvari. Ja, in kaj mora startup imeti glavni kriterij, da pol investirate? Da se odločite, oziroma kdo to sploh sprejema in kako se to... To je od funda do funda različno. Mi imamo v bistvu investicijski komite, kjer se pogovarjamo in odločamo, kam investirati in kam ne. Ker sicer se sliši zabavno, ampak vlaganje denarja je vedno super stresno. Ti zdaj dejansko si odgovoren za denar drugih in moraš narediti najboljšo možno odločitev, da ga plemenitiš. Zdaj, kaj pa so potem kriteriji? Founderji, trg, tehnologija, koliko je defendable zadeva in seveda, kje lahko pomagaš oziroma kako lahko vidiš, da bi se to razvijalo. In zdaj, tisto, kar je Slovenije, en izziv Slovenije nasploh je to, da največji problem Slovenije je, da Slovenija nima problemov. Zdaj, kaj mislim s tem? Izziv je to, da v Sloveniji ni veliko ali pa skoraj nobenih problemov, kjer bi ti, če ga rešiš, bil ustrezno nagrajen. Zato je vse na tako majhni skali. Pa tudi na splošno ima Slovenija manj problemov. In ker ni problemov, je izziv v bistvu nam, vsem, vam, meni, komorkoli, sploh identificirati probleme, ki na svetovnem nivoju, pa če jih rešiš, pa jih dobro rešiš, pa jih dobro prodaš, obstaja zanje trg, pa velik trg, pa se da razviti iz tega biznis. In je velikokrat v bistvu izziv najdeti kot posameznik, najdeti stik s temi trgi, ugotoviti, kaj sploh svet rab, ker nažalost Slovenija ne rab ful veliko. In zato mogoče tudi čist nazaj na veri ali ne, biti v stiku nekako z temi trendi, z tem, kaj se dogaja, iti kdaj potvati. Dejansko, kakor človek nerad ali pa nerad sliši, ampak tam v Silicijevi dolini bolj čutiš utrip, kaj se dogaja. Ali pa v New Yorku ali pa Londonu za marsikatero drugo industrijo. Tiskaj še en katastrofalen minus slovenske politike. V Sloveniji praktično nimamo multinacionalk. Kaj je problem to za podjetnike, kot ste vi, smo mi? Velikokrat, tudi če vzamem našo zgodbo, jaz sem bil v neki instituciji,
kjer sem identificiral nek problem. Zdaj je bil ta problem velik ali ne, ampak videl sem nek relativno večji sistem, kot bi ga odzunaj, kako deluje, in identificiral neko priložnost znotraj nje in videl ta in stopil ven in rekel, jaz lahko to prodam tem, pa podobnim institucijam. Del problema v Sloveniji je, da pač, ker tega nimamo, imaš veliko manj v bistvu founderjev, ki grejo v neko industrijo. Pa lahko je to IT, lahko je to marsikatera druga, ker so noter v neki multinacionalki, vidijo probleme, ki jih ima multinacionalka, ki niso samo slovenski, ki jih imajo posod po svetu, in rečejo, wow, tukaj imam pa idejo, kako bi jaz lahko to rešil. Stopijo ven in ali tej, ali pa kakšni drugi, ker jo že poznajo od znotraj, znajo veliko bolj prodati, predstaviti, zakaj bi nekaj takega. In se pravi, iskati te izkušnje, kjer lahko ugotovite, kako te sistemi, ki nekaj rabijo, podjetja, velike institucije itd., imeti priložnost videti, ne, biti intern tam, sploh razumeti, kako to od znotraj deluje, zato ka potem od odzunaj lahko lažje nekaj prodaš noter, neko vrednost dodaš, ali kaj podobnega. No, to je drug minus, se pravi, ali pa plus, ne, kako najdete, v bistvu, kako ugotoviti, kaj svet rab. In tukaj imamo spet zelo, zelo velik minus v Sloveniji, in če imate priložnost, da si najdete neke take izkušnje, si jih vsekakor zelo, zelo priporočam. Še kaj tazga. V bistvu to me je zanimalo, ti kriteriji, ekipa, mogoče imajo vaši Ekipa, startup. iznajdljivost. Povej mi, kaj si naredil, kar ti ne bi verjel, tam so drugače vprašanja. Aha. Ker. Ne, ker. Imamo mikrofon, Ma- ma- imamo mikrofon, Ja. Jan, imamo mikrofon, dobro. Me zanima, recimo, hipotetična situacija, da, a ne vi kot zdaj, kako bi začel recimo znova, če ne bi imeli in denarja in pač povezav, ki jih imate zdaj, ker verjetno zdaj vam ni težko začeti kakšen nov biznis, če bi bili v tem. Ampak kako bi recimo s tem znanjem, pa brez pač kapitala in povezav, kako bi začel nov biznis, prav konkretno? Ja, Recimo iskati problemov in pol trženja. ja, greš v svet in gledaš, kaj te zanima. Ne vem, tisto, ki je malo mogoče ta founder mentality, tisto, kar iščeš, so ljudje, ki prebijajo zid, ne glede na vse. Ne? Veš, recimo kot pre-founding, pa potem tudi kot mal startup nimaš nekih full resourcev. Ne? In pol vidiš ljudje, tam je konferenca, nimam denarja, če bom šel pa v hotel hangat, pa na ključne ljudi probati spoznati v tistem hotelu, ki je konferenčni hotel, lobbyconing se temu reče. Ne? Ali pa ne vem, bom nekaj si izmislil, bom parjavil neko prezentacijo tja, samo zato, da bom v resnici, me ne zanima to, komu predstavljam, ampak pa bom dobil karto, bom volontiral na dogodku, zato da bom to zdaj sam na konference se koncentriram, ampak ne, imel sem lih nedavno izkušnjo, nekoga, founderka, je rekla, sem bila slučajno na nek razpis v Washingtonu, so se prijavljali in slučajno bila na neki drugi konferenci in iz tistega razpisa so dobili nazaj, dajmo reči, nek povsem nejasen mail. A so zdaj naprej ali niso? Pa tako razmišlja, pa čak, ta pisarna je v Washingtonu njihova, 3 ulice stran, fizično šla tja, ni poznala tistega človeka, ki ga je hotela kontaktirati, vrtarju vtešila, dokler niso, bomo, da pišete kle note, pa bomo dostavili osebni note v tistem trenutku. Najdete način, kako prideš do človeka, ki ti lahko pomaga, no matter what. Ta breaking through, no? Ja, to je... Mogoče samo za vprašanja bomo imeli še smisel, da je na to temo, ko je prej razlagal. No, v bistvu eno vprašanje imam še sam, zadnje vprašanje, da samo nadaljujemo še tole, pa bo čas za vprašanje. Zadnje vprašanje. Pardon, prosti. Če bi danes bili še enkrat študent, v vsem tem, in to tudi je nekak follow-up za vprašanjem, ki ga je kolega vprašal, če bi danes bili še enkrat študent in v tem vsem AI valu,
v kaj bi se upičil, kaj bi bila neka ideja ali pa neko področje, kjer se splača raziskati v naslednjih, ne vem, 12 mesecih in delati na tem. No, clue. Mislim, vedno je tako malo situacijsko, ne? S čim se ukvarjaš, s čim se ukvarjajo tvoji prijatelji, znanci, oče od moža, od sestre, ne vem, ker nekaj zveš o tem. Pa začneš pa vrtati, kako, kaj, a je tam kaj. Lej, nimam odgovor, na kaj bi se zdaj skoncentriral. Ogromno se da z AI-jem doseči. Se pravi, ogromno firm je, ki bo mogel iti skozi digitalno transformacijo, toolov, ki jih bojo imeli. Je pa tako, da tudi firme, ki so to začele delati, pa vidijo, da se jim svet dogaja tako hitro, da se niti same ne morejo več prilagajati dovolj hitro. Tako da, you just go. Ni nekega recepta, po mojem. Okay, bolje je bilo vprašanje, če ste mogoče zaznali kakšen problem, ki je out of reach za nas in je pa mogoče se splača za nekoga, da bi sledil temu in razvijal nekaj v tej smeri. In to tudi sprašujem, ker ste del Silicon Gardens Funda in mogoče kakšne specifične teme, ki bi bile zanimive za reševati. Ne, mislim, lahko verjetno skoraj vsaki temi, ki se gremo pogovarjati, bomo najdel kaj zanimivega, kaj je noter za na nov narediti. Ampak da bi pa tako, zdaj pa to del, nimam, res ne. No, pa je to. Še enkrat hvala za vse te odgovore. Zdaj pa gremo na Q&A. A si še imel follow-up? Ne, zdaj hvala. Hvala. Ja, mislim, to se strinjamo, ne, pač moraš biti zelo proaktiven in pač iskati probleme. Ampak tako mogoče bolj praktično za mogoče ljudi, ko smo mi tukaj. Kako se pol, v bistvu, kako ti si ponad, ali imaš pač neko službo mogoče imaš kaj prehrankov, kakorkoli. Kako v bistvu priješ iz tega, da pač najdeš mogoče nek problem potencialen v tega, da se pač narediš nek prestop ali pa nek commitment, pa mogoče, kaj ti je naslednji step, mogoče, kar bi se vi lotili. Ali je to pač iskanje potencialne investicije, ko nekaj probaš prvo provati, ali mislim, ena klasična... Ja, boj. Da, ena klasična pot je tudi nek accelerator. To pač, skozi to ste šli tudi vi, ampak to je spet v bistvu dosti tak gambling, se mi zdi, ne? Pač ali prideš noter ali ne. Zdaj, katere so še tiste druge poti, kjer bi imel možnost? Mislim, najboljše, če imaš kar stranke, ki ti kaj plačajo za kaj. Ampak, kje sploh začeti? Odvisno je veliko od ideje pa produkta, ki ga imaš. Recimo, ne, če si v biotechu, moraš ponovati, ne vem, sem nekje raziskoval, imam nek razlog, zakaj imam neko dobro idejo. Ampak potem je zelo težko, v bistvu moraš imeti dovolj nekih ali z univerze ali nekak, da lahko rečeš, to je dovolj plausible, da bo uspel in potem greš do investitorja in šele, ker res imaš vsaj nek začeten denar, lahko sploh začneš nekaj delati, ker so vse stvari tam tako drage. Če si v softveru, pa ne narediš vsaj prototipa, pa ga že prodaš, pa tudi nekaj delaš narobe. Tako da je zdaj spet odvisno in vsem vmes, v nekem celem spektru stvari vmes, ampak vedno pokazati, da znaš nekaj narediti zelo malo sredstev, absolutno. In potem nekako balansirati. V neki točki pa greš pa reči, ja, zdaj bi pa rad 100% šel v to, zdaj, a greš v to takrat, ko imaš nekaj prihrankov, pa v bistvu med tem, ko to delaš, probaš še financiranje, ali moonlightaš, delaš en job, pa še to hkrati, pa še tretjo stvar, pa upaš, da se dan podaljša na 25 ur, ali pa 1 uro preostaneš, pa tudi gre. Tako da mislim, to čisto človeško, how to make something from nothing. Vedno bilo to vprašanje. AI v resnici tega ne spremeni.
Še vedno pač vsi imamo samo 24 ur na dan in moramo nekako fokusirati se, kaj bomo delali, kam bomo jih namenjali. Tako nekako. No. Ja, hvala. Še ima kdo kakšno vprašanje? Aha, tam. Zdravo. Ja. Prvo, hvala za super pogovor. Moje vprašanje je, vi pri Zamanti ste se odločili za prodajo Outbrainov. Yes. Kaj je v bistvu neka stvar, ko pride v Sloveniji do tega, da se veliko ljudi odloča za ta exit, za prodajo svojega podjetja, pa ne išče, naprimer, ne vem, rasti tukaj. Zakaj v Sloveniji večina podjetij se proda in ne zraste do neke stopnje, kjer bi oni bili tisti, ki kupujejo? Dobro vprašanje. Lahko imam svoje pet theories. Skratka, veliko teh podjetnikov, ki jih gledaš med najbolj uspešnimi, ki grejo najdlje v ZDA, ima kombinacijo dveh stvari, ki jo moraš imeti, da to narediš. Eno je, morajo biti noro sposobni. Ta drugo je pa, morajo imeti neko hudo travmo. Ker da greš čez to, potem, ko že ful ti gre pa to in da rečeš ne, še, moraš imeti hudo travmo. V okolju, kjer in tako hudo travmo pa recimo je lažje imeti mogoče v kakšnem ekstra kompetitivnem okolju, kot je ZDA, neko travmo iz otroštva, mislim, tukaj ne, kjer pač nekdo se res mora dokazati, ker res mora. Mogoče kukarkle, kjer je že v bistvu, kot si rekel, vzorc relativno ustaljen. Ne? In jaz bi rekel, mogoče nimajo, si kakšnega od teh tudi slovenskih podjetnikov, pa hitro prepoznaš, da ima neke travme v zadnji, ampak velikrat vidiš, da v bistvu imamo mogoče, tudi zato, ker življenje toliko hitreje postane, toliko bolj komod. Ne? Se pravi, ZDA tudi, kad ti recimo srednje uspe, še vedno se hudo matraš, pa še vedno v bistvu imaš ful stvari, ki lahko za še več denarja in sredstv jih narediš. Ne? V Sloveniji, že po parih milijonih je že težko, kaj veliko bolj si še izboljšati kvaliteto življenja. Ne? Mislim, da v Ljubljani si 20 minut, kjerokoli stran imaš naravo. Ne? Kje druge to ni tako simpel. Ne? Pa ne samo narava, pa jadranje, pa ne vem, you pick what. Ne? Mogoče tudi to, se pravi, v bistvu življenje hitreje rata zelo udobno, mogoče premalo v bistvu otroške travme, pa ne, da bi jo hotel, da jo imamo več, ampak to. In potem ta kombinacija, hkrati moraš imeti pa kombinacijo z hiperkompetitivnim okoljem, pa lahko začneš, ok, to, pa še dostop do kapitala, pa to, a ješ tudi, ravno to, ker tukaj ni ful nekih velikih zgodb, tudi ti ni to nek model, ne? Se pravi, ne čutiš ful neke nore potrebe, da narediš tako veliko zgodbo. Ne? Tako da, ja, moja pet theory, ne vem, če ima kaj osnove v resničnosti. No? Ok, še imaš follow-up? Ne. Še kdo kako vprašanje? Aha, tam ne. Ste dva? Kako se bodo zmenili? Živijo, tudi z moje strani hvala za tale talk. Moje vprašanje pa je, če bi se lahko dotaknil malo o investitorjih. A so to zdaj to neki tako, slišati so zelo prijazni ljudje, ki ti sem kar malo denarja dajo, a je težko prepričati jih, kako hočeš čist pivotati svojo firmo v neko drugo smer? Pa mogoče, če bo še čas, kdaj se sploh odločiti, da začeti iskati investitorje, se pravi, vedno nek svoj delež podjetja daš zameno za to, ne? Se vedno ne splača, ne? Kdaj se je smiselno to začeti? Če misliš imeti lifestyle podjetje, ne, tudi zelo uspešno, pa nikar investitorjev iskati, zakaj? Zato, ker investitorji, ko jih enkrat imaš, bodo hoteli v nekem trenutku, katerem koli že, prodati svoj delež, kar bo pomenilo, da dobiš nekoga eksternega, ponavadi moraš tudi ti prodati v tem trenutku. In takrat, ko sprejmeš v bistvu investicijo, se moraš strinjati, da jaz to delam zato, da bom na koncu prodal. Mogoče boš vse do borze to gnal, ampak tudi, ko do borze počneš, ponavadi na koncu prodaš. Ne? In se pravi, to je prvo v investitorjih. Investitorjih prijazni, neprijazni.
investitorji so načeloma ful prijazni. Zakaj? Zato, kaj je glavni naš problem investitorjev? Deal flow, najdete ljudi, ki kaj zanimivega delajo. In verjamem, da nočemo se zameriti ljudem, ki kaj zanimivega delajo. Smo na ta način zelo prijazni, v smislu, da se z vsakim pogovarja, zato ker mogoče pa danes še nimaš ful dobre ideje, ampak hej, mogoče pa čez 2 leti imel, dobro je že zdaj s tabo imeti kontakt. Isto tudi obratno, ne? Boljše prej se z investitorji pogovarjati, kot kasneje, zato ker hočeš tiskar, ne glede na vse digitalno itd. Na koncu posel temelji na zaupanju. Ne? Ti nekomu kot investitor vajraš nekaj 100 evrov, nekateri nekaj milijonov, nekateri nekaj milijard. In ti lahko se z vsemi pogodbami zavaruješ, ampak na koncu moraš v resnici zaupati ljudem. Zaupanje se pa primarno lahko gradi v živo, pa na dolgi rok. Ne? Recimo tudi, ko delaš velikrat začneš, recimo, da neko idejo začneš in ponovadi se poskušaš dobiti s parimi investitorji, malo feedbacka dobiti. In tisto, kar je zelo pomembno, je, da investitor vidi tvojo pot in da ti rečeš, prvič se srečaš, zdaj bom naredil ABC, čez 2-3 mesece se srečaš in ta pravilen odgovor, kar hoče investitor slišati. A se spomniš, ko sem rekel, da bom naredil A, B in C? No, naredil sem A, to je bil rezultat, naredil sem B, to je bil rezultat C, ja nisem, ker sem se to naučil in sem naredil D in E. In naslednjič bom to. Da vidi investitor neko konsistenco v doseganju, da veš, kaj hočeš, da to dosežeš, ali pa če ne, da razumeš in kaj se z tega naučil. In v resnici tisto, kar se s tem gradi, v bistvu zaupanje, da slediš neki ideji, da poskušaš nekaj narediti in da si accountable samo sebi, pa tudi potem kasneje drugim, do tega, kaj je tvoja pot. Ne? Se pravi, zaupanje in nekako to, ki se gradi na daljši čas, se pravi, če le lahko vedno in-person stiki. To velja za investitorje, za karkoli drugega. Zdaj ne vem, kako je zdaj, ko gre nafta gor, ampak velikokrat se splača, ko vidiš priložnost. Remo reči, si v Münchnu, Frankfurtu, Parizu, New Yorku, imaš eno potencialno stranko, s katero danes govoriš. Ja, super, zdaj se, slučajno bom naslednji teden tam. Seveda takrat, če nimaš karte, a si ti tudi takrat tam? Ja, se usedeš na letalo in greš se provat zmed, da deal dokončaš. Seveda takrat, ko to reče, slučajno bom tam, nimaš še karte za to, da boš tam. Ne? Ampak spet, zato, ker je toliko pomemben to, da ljudi, da te vidijo in vse ostalo. In tisto, kar se išče, pa pač ta prodornost, sposobnost narediti nekaj iz nič, nek accountability, in seveda na koncu tudi tehnična sposobnost, tudi tukaj smo večinoma bolj na tehnični strani, a znaš tisto organizirati, tisto narediti, tisto dostaviti. Nismo kaj dosti o tem govorili, ampak to je tudi pomembna stran. In potem, ko pa si rekel pivoti, a znaš pivotati. Ponavadi jaz še nisem videl situacije, kjer bi founder prišel k investitorju pa rekel, jaz bi rad pivotal, ker verjamem, da moramo delati nekaj drugega in bi investitor rekel, ne pivotati. Ponavadi je to 3 mesece kasneje, ko investitor že zdavnaj misli, da mora founder nekaj drugega narediti. Tako da te pivoti pa investitorji ponavadi niso ponavadi, kad se gre v pivote in founderju in investitorju že kristalno jasno, da ta smer ne gre. Pa zdaj se vprašanje, katero smer pa. Ampak katero smer pa? Če boš ti rekel, jaz bi naredil rad to pa to, zelo malkrat bo investitor rekel, ne, jaz bi rad, da narediš C. Največ, kar ti bo rekel, jaz mislim, da to ni dobro, ampak ni vloga investitorja, da tvoj biznis v bistvu usmerja. Ponovadi sam ti prideš, dobiš feedback, dobiš ideje, mogoče pa ono. Zelo malkrat investitor od tebe nekaj hoče, da nekam greš, da nekaj narediš. Ker investitor investira v resnici vate, da boš ti odkril, kaj je treba narediti. Tako nekako. Hvala. Je boš tamle? Ja. Živijo. Jaz imam pa eno tako bolj osnovno vprašanje, no pa bom vseeno vprašal, kakšne vrednote oziroma karakter bi po vašem mnenju mogel imeti nek perspektiven študent, ki bi potem potencialno lahko prišel do čim boljšega vašega uspeha, potem pač nadaljno.
Če bi jih mogli izpostaviti, mogoče nekaj. Ne razumem, čim boljše karakteristike, zakaj? Ja, Zakaj doseči? za podjetništvo, za zelo globalen podjetniški uspeh. Ambicija iskati nekaj, ki je applicable na ali vsaj kakšno veliko regijo, če ne cel svet, sposobnost ta nekako, kaj zna narediti, kar človek ne bi mislil, da zna, pa je vse en morata. Se pravi, od networkinga do česar koli tazga. Mislim, da smo o teh stvarih več ali manj skozi govorili. So pa podjetniki zelo različni. Imaš tudi zelo uspešne, zelo introvertirane podjetnike. Tudi to čist deluje za neke specifične produkte, pa tako naprej. Tako da ni one size fits all. Ne vem, če imaš kakšen bolj konkreten mogoče. Ne, bilo je bolj tako malo širši spekter. Nisem si spomnil boljšega vprašanja. Ok. Hvala. Ok. Še kakšno vprašanje? Še kdo? Yes. Mene zanima zdaj, ker ste pač že bili dosti uspešni v življenju, Dej, tikamo se, no. ker si bil dosti uspešen v življenju, če zdaj kaj razmišljaš, da bi se počasi upokojil ali kaj te tako žene naprej, da pač še kar gikaš tukaj. Ena od zelo simpel stvari je, da smo zdaj na borzi, pa da imam kar nekaj delnic in da te delnice niso trenutno prav dosti vredne. In to moram še malo popraviti. Tako da to je ena od stvari definitivno, ki me žene. Drugače pa, čisto konkretno, pač sem v neki situaciji, kjer lahko apliciram the latest metode machine learninga in me to v resnici ful zanima. Mogoče me to celo bolj zanima, kot dajmo z AI promptingom rešiti nek problem. Na drugi strani me zelo zanima v bistvu ta, kako se inženiring spreminja z AI tooli in v bistvu hkrati imam pa resurse znotraj podjetja, da to pursuam. Se pravi, imam neko idejo, imam 50 ljudi, ki jih lahko usmerjam. Ne moč reči, kaj točno, ampak velikrat, dej to idejo, pa dejva mi dva tako probati ali pa lahko to probaš, pa tako naprej. Tako da ta del je exciting. Potem so pa še druge stvari, ne. Ok. V Sloveniji bi težko, v bistvu, za te stvari, ki jih delam, če bi rad jih delal, bi mogel nekam se preseliti v resnici. Zato, ker na taki skali pač ni meni znano nobenega podjetja v Sloveniji ali v bližini, da bi pa v bistvu remote nekje not v letu in full ljudi menedžiruje, pa ni tako simpel. Tako da v bistvu ni tako simpel neka alternativa, ki bi mi iste ali pa stvari, ki me res zanimajo, dala. Lahko bi šel general management, sure, no problem. Lahko bi nov startup. Ampak ta startup del pa mogoče skozi Silicon Gardens, zato ker včasih je ful bolj enostavno biti ob igrišču pa kričati noter, kakor biti na igrišču. Čeprav tudi na igrišču je zabavno biti. No, ampak tukaj mogoče, vidiš kakšne zanimive ljudi, vsem prideš v kontakt z veliko zelo zanimivimi ljudmi, ki znajo ambicioznimi in to je super. In tudi te ideje latest lahko nekako si v stiku z njimi. Super. Imate slučaj kakšne tako na hiter blackliste, kjer jih tehnologij ali pa področji se ne bi nikoli dotaknili kot investitor ali pa kaj? Ne, samih nimam, imam pa od prijateljev, ki so v raznih podjetjih oziroma startupih, ki se s hardverom ukvarjajo, ki mi pravijo, da nikoli več v življenju se ne bodo ukvarjali s hardverom, ker je to težko. Ampak ta zgodba ima tudi epilog. To je bilo res, recimo 1 leto nazaj, 5 in tako naprej. In ker je hardware, mislim, software je pure ideas, vse je možen, AI ti vse skodirane. Hardware je pa nekaj narobe, cel batch deviceov pošlješ nazaj na Kitajsko, ljudje jih reklamirajo, moraš jih pošiljati, kup problemov. Ampak
Zaradi AI-ja zdaj pa firme, ki imajo tudi hardware in ne samo SaaS, ne samo software, in mnogo boljše na borzi kaže. Tako da zdaj so pa kar veseli, ko imajo še hardware del biznisa, zato ker ta hardware del biznisa v bistvu diferencira pa spremeni. Tako da you never know, kaj točno se bo na kaj staviti. Tako da ena od teh stvari je hardware, ki je težek, pa tudi moram reči, da sam nisem tak specialist za elektroniko. Ampak ne, nimam, kaj bi imel karkoli blacklisted. Cool. Hvala. Sure. Tam je še. Čau, Andraž. Ko si pa prodal za Mant, oziroma ko ste exitali, oziroma so vas skupaj, ni bilo pa idej, da bi v bistvu še enkrat iz nule šel nekaj postavljati. Ker recimo imaš kakšen primer, recimo Dušan Omerovič, on kar strela te startupe, ne zdaj da Plaincoat in podobno. Ja, velikrat, kaj ima pri tem veliko vlogo, je ponovadi, kako se znajdeš v tisti novi konglomeraciji. Ne? Zdaj, tisto, kar se je meni zgodilo, je, da prvi let sem malo integriral, pa sem pa najdel neke stvari, ki so me zelo zanimale. Recimo, ne? Mogoče se Dušanu to ni zgodil in je šel v bistvu v naslednji startup. Ne? Tako da ja, malo je situacijsko, malo je pa mogoče karakterno. No? Mogoče jaz sem se pa mičkam bolj v ta investitorski del vrgel, ki je malo nadomešča mogoče pure startup stvari. Tako da to, no. Še kdo? Aha. Ja, še. evo. Ker vprašajte ga, zdaj ga imate tu. Ja, Zlataša. jaz bi se pa bolj osredotočil, če gremo spet na začetke, ta prvi koraki, si študent, naprimer študiraš, si zaposlen z raznimi izpiti, podobno, pa bom najprej, ta prvo vprašanje malo manjše, ali je pomankanje diplome in pomankanje izkušenj na raznih delovnih mestih problem, oziroma ovira. Problem zakaj? Ko hočeš svoj produkt, bom rekel, prodati, predstaviti naprej, da te ne bi jemali toliko resno kot druge ponudnike, da ne bi bil konkurenten. Mislim, a si že koga, ki ti kakšen software ali pa app instalira, vprašal, a ima diplomo ali ne? Predpostaviš, da ve, kaj dela. Ja, ampak sam predpostavljaš, mogoče pa ne ve. Mislim, tako, hoče več. Ne, to imaš diplomo ali ne, je precej nerelevantno pri tem, ko prodajaš. Noben te tudi, investitor te ne bo vprašal, imaš diplomo, a si končal faks. Ne, mogoče je to malo bolj relevanten za kakšne hard področja. Ne? Mogoče, če mi boš zdravila hotel prodajati, da bom vprašal, če si vendarle kemijo, medicino, farmacijo končal. Ne? Tako da mogoče mičken seveda relevantno na področje, da veš, kaj delaš, ampak načeloma ne. V redu. Potem pa ti skozi življenje, tako kot smo rekli, se srečuješ z raznimi problemi in ti dobiš to idejo za svoj projekt, bom rekel, tep kapne in si rečeš, to je bomba, to bom naredil. Ampak ti hočeš, da je ta ideja, se pravi, tvoja, tako malo se navežeš na njo. A vi predlagate, sploh začetnikom, da ok, dobil si idejo, zdaj pa used se v sobo, zbombi to stvar skupaj, da jo spraviš na nek prototip, na neko raven, da boš lahko tu tudi naokoli prodajal in rekel, evo, to je zdaj moj izdelek, zdaj pa navalite, kdor bi hotel. Ali mislite, da je ta ideja bolj kot ne ključ v podjetniški svet oziroma kot neka kartica, da greš, se družiš, poiščeš isto misleče ljudi, predstava svojo idejo, pa pogledaš, kaj okolje, trg dejansko bi lahko imel koristi od tebe. Ta dihotomija ali mi ni čist, mislim, oboje moraš uresniti. Zakaj? Zato, ker, a veš, ideje imajo vsi. Vsak lahko razpravlja o idejah. In vendarle, ko delaš to drugo, moraš imeti nekaj malo bolj konkretnega, nekaj moraš pokazati, zakaj ravno ti, zakaj imaš mnenje o tej ideji. Tako da, po moje ni ali, po moje je oboje. No? In narediti in iskati feedback na to, prilagajanje. Nismo veliko govorili o prilagajanju trgu. Mislim, to je ključen del vsega, v bistvu, da se ne zaljubiš preveč v svojo idejo. Hkrati se moraš pa dovolj, da si pripravljen ful investirati vanjo. Tako da je to nek balans. Ne? Torej bi svetoval verjeten, končna ideja je najti neko ekipo, da pokriješ čim več tega, ali
bom rekel, čakati na tisto zlato priložnost, ki se mogoče pojavi, mogoče pa ne. Ne, po mojem, pač, tisti, ki te zanima, pa bi rad delal, pa bi rad, da vidi svet, ne, ti moraš probati, pa moraš se pa od tam prilagajati. Včasih boš videl, nekaj sem naredil, pa benga ne zanima, dajmo stran vrš. Včasih je, to je čista prava stvar, največkrat je neki mal v to smer, ampak neki drugega, dajmo malo prilagoditi. Ne pa čakati. No. Skratka, boljše je nekaj provati, pa se nekaj naučiti ob tem, kukar, ta ideja ni dosti dobra, ne bomo nič naredili, pa naslednja, pa ne bomo nič naredili. Nekaj popraskati, nekaj se naučiti iz vsake ideje. No. That would be my take. Velikrat pa tudi ideje, stvari, ki jih delam, včasih je to knor, nekaj sem na hiši reverse inženiral eno napravo, ki se ni povezala v pametno hišo z AI-jem in sem bil ful vesel, ampak ne bom tega benmu prodal, ampak jaz mislim, da sem pa ful se naučil, ker sem to delal in zdaj imam ful boljši občutek, kaj se da v tem kontekstu z AI-jem in zihar mi bo to kje prav prišlo. Dobro, hvala za odgovor. A nismo še bolj zahtevnega dela vprašanja? Lahko bi šli še naprej, bomo to zdaj razglabljali, ali ima še kdo kakšno vprašanje? Okay. Imamo še ne par. Kako je to? Imaš različnih firm, ki se... Firma je odvisno, kaj prodajaš, ko prodajaš firmo. Ko prodajaš firmo, lahko prodajaš tehnologijo, lahko prodajaš dostop do trga, lahko prodajaš cash flow. Se pravi, čisto odvisno, v kateri fazi oziroma kako uspešno oziroma na kakšen način je uspešna tista firma. In potem so tudi čisto različni kupci. Tako da če samo imaš lahko, ne vem, kot strateško tehnologijo, mi smo v resnici imeli malo strateško tehnologijo, no? Če imaš full strateško tehnologijo, dobiš eno ceno, če imaš sam nekaj, kar je nice to have drugo. Če prodajaš v bistvu cash flow EBITDA, ti bo nekdo zračunal private equity, ti narediš milijon EBITDA na let, bomo to zmnožili z X, toliko ti damo za to firmo in tam je potem, ne vem, potem a firma ima ustaljene procese in obratuje, ali si ti tiskal v resnici vse drži skupaj in če greš, ni več firme v resnici. Vse to so parametri. Je pa prodajanje firme v bistvu potem nek proces, ki je obrazac, ki je znan, ki ni nekaj, kar vedno na novo izumljaš. No, kaj so koraki? Živijo. Yes. Glede na to, da se ukvarjate z oglasi, a vas je kaj zaskrbel, ko so vam prišli ChatGPT pa podobno, ko so ljudje mogoče malo nehali začeti googlati ali sploh ni poznali? Mi sicer nismo googlali oglasi, ampak oglasi na spletnih straneh, ampak že v bistvu hkrati s tem smo se potem združili še z eno firmo, in zdaj nam je ime Tic, kjer v bistvu ta splet ne bo več full rastel, se pravi, te spletni viewi, ne. Ampak imamo pa drug del biznisa, ki pa zelo, zelo lepo raste, ki se mu reče CTV, pametna televizija, Connected TV, Smart TV, ki je pa v bistvu čist drug tip medija. In potem kot firma v bistvu vedno malo diverzificiraš in nekaj gre malo dol, nekaj gre gor in probaš staviti na tisk, ki gre gor, da še ujačaš trend. Za nas je to trenutno CTV. A kakšno partnership z OpenAI ali pa podobno, da bi direkt v ChatGPT prišli v glasi? Ja, to bi bilo super, zaenkrat se še nismo uspeli zmeniti. Ok, hvala. Še eno je bilo, ni bilo. Še eno vprašanje. Mogoče malo bolj osebno. Veliko se zdaj po medijih, ko gledaš, pa tudi po social mediji, je ta hustler culture, se pravi, da živiš za firmo 25 ur na dan, brez pauze, brez dopusta, brez vsega. Če bi mogoče lahko, kako ta work-life balance, sej vem, da ni zdaj tako, da 8 ur na dan, pa je to. Če bi kakšen nasvet za kako to handlati? Moram reči, da mi nikoli ni bil čisto jasen ta termin work-life balance. Ker tisto, kar hočeš delati, v tistem uživaš, tisto lahko skozi. Lej, iskreno, founderji
nimajo kaj dosti work-life balance. Pa to ne pomeni, da non-stop delaš, ampak če imaš koncept, večinoma, no, mogoče so kakšne razlike, ampak večino, ki jih jaz poznam, nimajo ravno koncepta work-life balance. Pa to ne pomeni, da ne grejo na dopust, pa to ne pomeni, da si ne vzamejo čas za biti z otroci in tako naprej. Ampak ni tistega koncepta, koliko ur na dan jaz delam. Ni, a sem ta dan pravilno odmeril ali pa kaj tasga. Pač takrat, ko je pa res, da ta druga, benefit, se pravi, si v resnici skozi v službi, ampak benefit kot founder ali pa je pa vsem, da pa zelo razporejaš svoj čas bolj, ne? Ker si na koncu šef, lahko razporejaš svoj čas toliko bolj. Tako da to ti olajša stvari, ampak lej, svet gre, a veš, ti stranka je kle, bomo pa dopust prekinili, se bo pa to zgodilo. Pa to ni tisto, da res čisto 20 ur na dan delaš, ampak ne razlikuješ za res, ne šteješ, koliko delaš. No, tako bi rekel, daj pa reči, zdaj sem pa preveč utrujen, rabam en dan dopusta, pa si to vzameš 3 tedna. Ne, tudi to lahko narediš. Ne. Okay. Vprašanje. Dobro, pa lahko zaključimo s tem formalnim delom. Evo, hvala. Ja, jaz se moram sam še opravičiti za dvigala. To je pa tako, če greš v zgodovinsko stavbo. Ta stavba ima malo zgodovine, ne? To je bila stavba zgrajena za Delo, ne? Takrat edini osrednji slovenski časnik in je bila v 70-ih reprezentativna, zdaj pa že par let menjamo dvigala, pa jih še nismo uspeli zamenjati, ker so tako nekaj posebenega, da jih noben ne zna zares dobro popraviti. Ampak se oproščam, no, da ni delal, upam, da zdaj za ven že gre, ampak drugače pa ni težko po stopnicah navzdol, no, lažje kot navzgor. Ja. Mislim, hvala vsem tebi, Andraž, da si nas gostil tukaj, da si vzel čas za nas, da si delil z nami to pot. Upam, da ni bilo predolg ta pogovor. Mislim, meni je bil top. Upam, da tudi ostalim. Hvala tudi Ticu, da si nas gostil. Ja, mislim, da so še pice pa... Plus, ja, tam je še pica pa pijača, tako da tukaj imate vsi vi, ki ste prišli, se lahko še malo podružite, pa kaj prigriznete. Ja, malo spoznate tudi pač naš ekipo, nas, mogoče kakega bodočega co-founderja, zdaj Andraž, če bo še lahko tule, še ene par minut, še kak rečete kako. Čak jaz, da bi bil co-founder, kaj, imate kakšne dobre ideje? Ja, imamo pa še jutri, mogoče kdo že zasledil, imamo še ob 5 v lokalu na kampusu, imamo neko tako isto neformalno druženje ob kavi ali pa kakem pivu, da se med sabo malo pogovorimo, če ima kdo kakšne ideje. Pa da malo predebatiramo te projekte, ker verjetno danes za tole ne bo glih časa. No. Tako da ja. Hvala vsem, da ste prišli. In to je to. Ja, veliko sreče. Hvala. Kaj se zdaj dobro? Ja, mikrofon.